Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman in sem energijski trener za uspeh. Danes bo zopet razmišljanje na področju partnerstva in sicer v bistvu razmišljam o tem, zakaj so seveda nekatere uspešne poslovne ženske samske. Poglejte, prva stvar, ki je tukaj zelo pomembna, je, da dejansko se najprej dotaknemo energije. Dostikrat slišimo, poslušamo, da je posel moški biznis, moška zadeva, posel je moška energija. In dejansko ženske, če hočejo biti uspešne, morajo biti v moški energiji. To dejansko sploh ne drži. Ženska, ki hoče postati uspešna, ni nobene potrebe, da bi bila v moški energiji, da bi bila trda, da bi se dejansko borila z moškimi na moški način. Dejansko ženska, ki želi uspeti v poslu, mora postati mehka, nežna in odločna. In dejansko, ko ta njena nežnost izhaja iz njene notranjosti, potem dejansko tudi moč izhaja iz njene notranjosti. Dostikrat primerjam v bistvu recimo neko žensko, ki je uspešna v poslu kot žensko specialko, ne vem, če se spomnite iz filma Demi Moore, G.I. Jane, ko je dejansko kot ženska dokazovala sebe, svoje sposobnosti, svoje kvalitete v moškem svetu in dejansko je bila na koncu uspešna in sprejeta. In po drugi strani, potem, če gledamo neko žensko, ki se ukvarja z borilnimi veščinami, sam se ukvarjam z borilnimi veščinami skoraj 25 let, sem tudi mojster borilne veščine von Vado, in dejansko ženska, ki se ukvarja z borilno veščino, to je samo ena pot, poti je ogromno, dejansko začne razvijati svojo notranjo moč, dejansko dobiva svojo mirnost, svojo nežnost, ker recimo skozi te sicer neke fizične, vaje, tehnike, ki se jih dnevno uči, dejansko samo obrambo, dejansko začne razvijati sebe in dejansko razvija svojo samozavest. Ženska, ki je samozavestna, je lahko čisto tiha, je čisto mirna, ko dejansko nekaj spregovori, je odločna, ker v bistvu ve, da dejansko njena moč, ne potrebuje se boriti v nekem moškem svetu, ker ženska, ki je glasna zakaj? Ker, vemo iz pregovora, da pes, ki laja, ne grize. Isto, moški in ženske, princip je isti. Bolj kot je nekdo glasen, bolj je neprepričan vase in dejansko prepričuje sebe najbolj in potem poskuša prepričevati tudi drugega. To pomeni, absolutno sem prepričan in imam izkušnjo in ogromno strank, s katerimi delam, so to na lastni koži izkusile, da lahko v nekem poslu dejansko deluješ kot ženska, nežna, odločna, mirna in se ne potrebuješ, boriti z moškimi na moški način. In sedaj, seveda, moramo razumeti, da ženske, ki to počnejo, delajo iz nekega, preživetja, ker drugače ne znajo, ker ne vejo, da obstaja drugačna pot in ker morajo preživeti in tako naprej. In dejansko za to svojo, na nek način agresivnostjo, dejansko nastopajo tudi v življenju. In seveda ogromno žensk ima problem, ker postavljajo kariero pred svoje osebno življenje in potem v neki točki v življenju dejansko začnejo razmišljati in ugotavljati, da so samske oziroma da niso srečne v partnerstvu. In eden izmed ključev je prvo, da ne razumejo partnerstva, ne razumejo same komunikacije, ampak druga zadeva je dejansko, da, princip je, način, kako delaš eno stvar, je način, kako delaš vse stvari v življenju. In če ti poskušaš biti in se boriti v moškem svetu, v poslu na moški način, se na isti način obnašaš tudi do svojega partnerja. In dejansko ogromno žensk, ko se z njimi pogovarjam tudi na srečanjih,
dejansko imam dostikrat občutek, da bodo bogi moški ga bodo dejansko pojedle, ga bodo zmlele. Prva stvar, ki je dejansko, če hoče ženska, ki je v poslu, ne, če hoče biti uspešna v partnerstvu, mora iti nazaj v žensko energijo, mora iti v sprejemanje, mora iti v to, ker plejte za ženske, ki so v poslu, nobena stvar ni dovolj hitra, v bistvu gre organizirati, gremo akcijo, kaj je valjda, kaj bo zdaj, kaj boš mencov, a gremo na to, in potem moški avtomatsko dejansko čuti pritisk. Ne. Seveda pač vprašanje je, zakaj sploh srečajo takšnega moškega. Ker recimo pravi moški, ki je gentleman, ki je v moški energiji, dejansko se z žensko, katere trdost na nek način čuti, se sploh ne bo zapletel. In dejansko že v osnovi ni sploh možnosti. Ker, tako kot smo že nekajkrat sem povedal, ne, da tisto, kar je v nas samih, ne, ta energija, ki jo oddajamo, dejansko pritegnemo v svoje življenje, bom rekel, nekoga, ki je kompatibilen. Ne. In če je ženska močna, potem avtomatsko pritegne v svoje življenje šibkega moškega. Zakaj? Ker če bi bil močan moški, glejte, kateri močan moški, ki dejansko pač razume stvari, se bo hotel z neko žensko na moški način ves čas iti, ne vem, neko partnerstvo, da se bo zdaj, ker dejansko, glejte, partnerstvo ni biznis. Partnerstvo je pretok, partnerstvo je komunikacija, partnerstvo je ples. Ker če gledamo ples, pri plesu mora eden voditi. In če je to ženska, je nekaj narobe, razen če pleše žensko. Ne. Če sta v plesu dva, ki vodita, je en velik problem. Ne. In glavni problem, tako kot sem rekel, pri ženskah, ki so uspešne v biznisu, ne, je v tem, da to svoje delovanje, način, ki ga imajo v biznisu, dejansko prenašajo tudi v svoje osebno življenje. Vse to je logično. Glejte, v bistvu vsi dejansko, bom rekel, imamo probleme. Ne? Glejte, nekdo je v biznisu, se cel dan bori, je ves tak in potem mora preklopiti na neko ženskost, na neko ženstvenost, nežnost in tako. Dejansko za ogromno poslovnih žensk je dejansko velik problem, kako dopoldne biti v borbi z moškimi, se boriti, biti krvave do komolcev in potem dejansko drugi dan, oziroma ne drugi dan popoldne, pa biti nežne mame, ljubeče in tako naprej. To je ogromen preskok. Ne. In seveda rešitev je v tem, da dejansko to svojo ženstvenost, to svojo žensko odločenost, ne vem, na nek način materinskost, če hočete, prinesejo v biznis in da začnejo delovati v poslu iz te svoje ženstvenosti. In potem, ko delujejo iz te svoje ženstvenosti, lahko svojo ženstvenost prenesejo tudi v partnerstvo in potem najdejo partnerja, ki je kompatibilen in potem najdejo partnerja, s katerim imajo lahko, bom rekel, nežen tak pretok in partnerstvo, kjer kot si ga same želijo. Ne. Zato, ker glejte, če ženska hoče biti princeska, vsaka princeska potrebuje princa in princ je tisti, ki vodi zadeve. In če princeska prevzame kraljestvo, potem je princ samo tisti, ki opazuje. Ne? In princeska sama, seveda pač lahko ženska reče, glejte, če jaz ne naredim, potem ni ničesar narejenega. Ne? Če jaz ne zorganiziram, kaj bom jaz ves čas čakala tistega modela. Seveda je problem, ker je pač že v osnovi ona iz te močne pozicije našla šibkega moškega, ne? In sedaj je, bom rekel, ogromen izziv, kako ženska lahko gre nazaj, ne? Ker pač bistveno lažje je, da to ženska naredi kot pa moški, iz mojih izkušenj, ne, ker pač večinoma delam z ženskami in jim pomagam, ne, da gre ženska nazaj v žensko nežno moč in potem dvigne moškega in naredi pravega moškega in potem se ženska, princeska, lahko počuti resnično kot princeska. Ne.
V nasprotnem primeru pa dejansko, če ženske ostanejo v tem in grejo na tak način v nek poskus partnerstva oziroma se grejo v partnerstvu, je pa dejansko lahko precej, ne bom rekel katastrofa, ampak ni v redu. Ne? Zato, ker tudi ženska sama čuti, da nekaj ni v redu, da je ona prevladujoča v partnerstvu, moški je šibek, ampak v bistvu moški je šibek v osnovi seveda, ker ga je na nek način ga je mama takega naredila in močna ženska je potem šibkega moškega najdla. Ampak v prvi fazi moškemu, ki je šibek, paše, da mu ni treba, da je lahko pasiven, da mu ni treba ničesar narediti, da ženska vse organizira, da on ne rabi razmišljati in tako naprej. Ampak to, da je dejansko taka veza, nima nobene pametne podlage. Enostavno taka veza ne prinaša neke sreče. A razumete? Ne? To pomeni, ključ je v tem, da ženska se nauči, da postane nežna, ženstvena, ne? In dejansko močna v svoji nežnosti in zato svojo nežno žensko vlogo začne dejansko tudi delati posel in v bistvu te zadeve in potem nima problema v tem prehodu. Posel iz moške energije potem postati ženska, dejansko skoraj nobena ženska ni uspešna v tem, zelo težko je v tem. Ne? Glejte, to je dejansko moja izkušnja, ker pač ti energijsko jih čutim. Ne? Ampak če ženska ves čas v ženski, ženstveni, nežni, odločni energiji, potem lahko to energijo prenese v svoje materinstvo, v svoje partnerstvo, ne, v svojo družino. In potem je, bom rekel, zopet tisto, bom rekel, ta naravni red, ki je v vesolju, ne, dejansko zopet vzpostavljen. Ker moramo razumeti, gledajte, to mogoče se vam bo nekaterim zdelo kontradiktorno, mogoče bo to, ampak gledajte, ženska je v bistvu edinstvena. Ženska ima svoje kvalitete in ženska ima svoje mesto v vesolju in moški ima svoje mesto v vesolju. Ne? Moški in ženska sta enakopravna. Nista pa enaka. Že iz fiziologije lahko vidimo, da ne. In jaz ne vidim nobenega smisla, če je moški fizično močnejši, zakaj bi ženska potrebovala tekmovati z moškim v nekem fizičnem smislu. Ker ženske ste močnejše čustveno, emocionalno. Plejte, dajte enemu moškemu menstruacijo, mislim, ne vem, pol ure bo kapituliral. A razumete? Ženske absolutno imate svoje kvalitete, svoje karakteristike in tukaj dejansko morate najti svoje mesto. Ne? Tukaj pač čas bo prinesel svoje, ampak verjamem, da v prihodnosti se bodo te stvari zopet, bom rekel, stabilizirale, normalizirale, bom rekel, se bo vzpostavil ta nek naraven vesoljsko ureditev, ne? Ker v bistvu, gledajte, mi hočemo imeti kraljestvo. In za kraljestvo potrebujemo kraljico in potrebujemo kralja. Potrebujemo pravo žensko, ženstveno, nežno, močno in pravega moškega, ki je dejansko prevzame svojo odgovornost, ki je dec, ki ni neka mevža in tako naprej. In potem lahko dva taka dejansko vladata svojemu kraljestvu, svoji družini in tako naprej. Tako da dejansko, tako kot sem začel, ne, to razmišljanje ženske v poslu, zakaj je ogromno žensk nesrečnih, zakaj je ogromno žensk samskih, zakaj ne najdejo partnerjev, ki ga iščejo, je ravno zaradi te energije, v kateri se ves čas nahajajo in je tako težko potem to zamenjati, spreminjati in tako naprej. Tako da dejansko, gledajte, če vam to sporočilo razmišljanja resonira z vami, če ste sama, večinoma delam z ženskami, ste v neki taki situaciji in želite to rešiti, vam absolutno lahko pomagam, se mi javite, bova pogledala, kako in kaj se da narediti. Tako da ja, to je bilo eno kratko razmišljanje, sporočilo za danes. Želim vam, da ostanete čudoviti, da ostanete v čudoviti energiji in vas do naslednjič pozdravljam.